recimo, da imava enačba x krat a minus 2 je enako a kvadrat minus 4. Rečeva, okej, to bova rešila, saj ni problema, bomo a kvadrat minus 4 razstavila, to je a minus 2 krat a plus 2. Se pravi, začneva kot vsako enačbo, razstaviva, kar se da razstaviti. Drugo del prepišem. In potem pridem do trenutka, ko rečem, moram se znebiti tega, kar je tukaj zraven x. To pomeni, da bi jaz mogla vse skupaj deliti z a minus 2. In tukaj, ko bi mogla deliti z nečim, kar ne vem točno, koliko je, lahko bi se recimo zgodilo, da je to število nič, moram tukaj zraven zdaj napisati pogoje. In sicer prvi pogoj, prva možnost je kaj? Da a minus 2 ni enako nič. In v tem primeru to pomeni, da je a različen od 2. Če je različen od 2, potem lahko normalno delim. In lahko vidim celo, da se bosta a minus 2 pa a minus 2 okrajšala, ker sta na obeh straneh. In ostane x je a plus 2. Se pravi, če je a različen od nič, je rešitev a plus 2. Druga možnost je pa ta, da je a minus 2 enako nič. To pomeni, da je a enako 2. V tem primeru pa ne smeva deliti. Nikakor ne smeva deliti. In zaradi tega moramo vstaviti. Torej dam tako. X krat 2 minus 2 je nič. Pa še na drugo stran napišem. A minus 2 je spet nič. Krat a plus 2 je pa 2 plus 2, to je pa 4. In dobim na koncu, da je nič enako nič. A je to res? Ja, to je pa vedno res. Zato je za primer, če je a2, rešitev so potem v tem primeru vsa realna števila in enačba je identiteta. Identična enačba. Identična enačba. Okej? Tako se obravnavajo enačbe. Tako se obravnavajo enačbe, zdaj pa pogledava, kako se pa obravnavale neenačbe. Pri neenačbah moramo biti pozorna pa še na to, da če imamo recimo midva enačbo 3 je manjše od 4, potem bi pa recimo to pomnožila z negativnim številom, lahko z minus 1, bi jaz dobila na eni strani minus 3, na drugi strani minus 4, ampak zdaj ne drži več, da je minus 3 manjše od minus 4. Zato, ker sem pomnožila z negativnim številom, se neenačaj obrne. In to bomo mogla biti pozorna tudi pri obravnavi neenačb. Recimo, če imam napisano takole, x krat a plus 3 je isto kot a kvadrat plus 6a plus 9, recimo. Isto, prideva do trenutka, zdaj, enačba je lahko bila prej drugačna, ampak midva sva naredila, ne, je enako, se pravi, ker je neenačba, naj bo manjše ali je enako, tako. Ne sme biti samo enačaj. Isto prideva do tega, da rečeva, tole bi mogla midva zdaj deliti z a plus 3. In tukaj narediva klicaj, ker ne smeva kar tako deliti. Zato, ker se lahko zgodi, da bi bilo to nič. Zopet postavljava pogoje. Tako, in sicer bova zdaj tukaj postavila 3 pogoje. Ne samo 2, ampak 3. Prvi pogoj bo, da je tisto, s čimer deliva, večje od nič.
Druga možnost bo, da je tisto, s čimer deliva, enako nič. In tretja možnost, da je tisto, s čimer deliva, manjša od nič. Se pravi, pri enačbah sva imela dve možnosti, pri neenačbah imamo pa tri možnosti. A plus 3 je večje od nič. Kaj zdaj to pomeni? Ja, če je večje od nič, pa lahko normalno delim. Pa imam tako. X je manjše od, ta a kvadrat plus 6a plus 9 lahko razstavim na a plus 3 na kvadrat, pa deliti moram z a plus 3, se ta eden okrajša in dobiš, da je x manjše ali enako od a plus 3. To je prva možnost. Druga možnost, če je a plus 3 enako nič, to bi pomenilo, da je a enako minus 3. V tem primeru ne smem deliti, lahko samo vstavim. In prav vstavila, vstavim torej minus 3 in je a na kvadrat 9, 6 krat minus 3 je minus 18, plus 9. In 9 plus 9 je 18, minus 18 je nič. In zdaj dobim, x krat nič je nič, dobim, da je nič manjše ali enako nič. Zdaj to je res, ker je zraven tudi enako. Če bi bilo strogo manjše, ne bi bilo res. Bi bila rešitev prazna množica, tukaj pa zopet zdaj množica vseh realnih števil. Še tretja možnost, če je a plus 3 manjše od nič, to pomeni, da je a manjše od minus 3, to pa pomeni, da delim z negativnim številom, bo zato isto, kot je tukaj v tem prvemu, samo znak se bo okrog obrnil. Se pravi, dobim x je večji ali enako od a plus 3. Eto. 3 je pogoji in 3 rešitve. Ker je pač tukaj zdaj a pa x, ni treba iti preverjati startne pozicije. To je to.